Dobrodošli v tretjem sklopu usposabljanja oznanjevanje preko videa. Po vseh uvodnih procedurah, ki smo jih zdaj uspešno dali čez, je zdaj končno čas, da se lotimo snemanja. Ampak, s čim bomo pa snemali? Poglejmo si, kakšne so naše možnosti. Prva možnost, ki jo imamo za snemanje, je telefon. Najbrž večina vas uporablja pametne telefone, ki imajo zmogljivo kamero, s katerimi lahko tudi prenašate v živo, na njih lahko montirate osnovno posnetke in pa, kar je precej pomembna stvar, telefon imamo vedno s sabo. Se pravi, lahko se tudi kdaj preprosto na poti spomnimo, posnamemo, zmontiramo in objavimo katehezo, misel, nekaj, kar nam pride na pamet. Kaj pa je slabost telefona? Slabost telefona se skriva predvsem v majhnem senzorju, ki ga ima kamera na telefonu. Ta bo zajel precej manj svetlobe, kar je, če snemamo zunaj na prostem pri belem dnevu, niti ne opazna težava. Poznala se bo pa, če bomo snemali v zaprtih prostorih, v slabših svetlobnih razmerah in podobno. Tam bo pač senzor dvignil občutljivost in slika bo ratala taka zrnasta. Telefon tudi ne omogoča toliko različnih ročnih nastavitev, kar je včasih čisto v redu. Če smo malo bolj zahtevni, bomo pa hitro naleteli na to težavo, da kakšnih ročnih nastavitev pretiranih si ne moremo privoščiti. Pa tudi sama montaža na telefonu, prej sem omenil, da se da montirati, obstaja cel kup aplikacij, ki to omogočajo, je pa, se vemo, na tistem majhnem zaslonu težko kaj bolj konkretnega zmontiramo. Ampak za začetek je lahko tudi to povsem zadosti. Naslednja opcija so kompaktni fotoaparati. Včasih je bila razlika med kvaliteto slike iz fotoaparata ali pa iz telefona očitna. Zdaj se ta razlika manjša, se je že praktično bistveno zmanjšala in je niti ne opazimo več v normalnih svetlobnih pogojih. Omogočajo običajno sicer te fotoaparati nekaj več ročnih nastavitev, še vedno so pa v slabših svetlobnih razmerah, podobno kot telefoni, pač sliko deformirajo in ni to kvalitetna. Tako da iz moje izkušnje edina taka resna prednost, ki jo imajo kompaktni fotoaparati, je v optičnem zoomu, če ga seveda imajo. Tretja opcija so brezzrcalni ali pa zrcalno-refleksni fotoaparati. Zdaj tukaj ne bom šel v to, kaj je razlika med njimi. Vsi ti omogočajo kvaliteten zajem slike, omogočajo tako fotografiranje kot tudi snemanje. Da se jih precej razširiti tudi z zunanjimi mikrofoni, lahko z menjavo objektivov, lahko precej se igramo, dosežemo različne učinke. Vse nastavitve lahko prilagajamo tudi ročno. Vse imajo še zmeraj tudi avtomatske programe, ampak če želimo neko bolj konkretno stvar, imamo v glavi idejo, da bi nekaj radi dosegli, lahko z ročnimi nastavitvami to tudi lažje dosežemo. In pa še možno je priklopiti recimo na tak fotoaparat priklopiti tudi na računalnik, kar je super sploh za kakšne prenose, če jih izvajamo v živo in podobno. Kaj pa slabosti teh fotoaparatov? Prva je gotovo cena. Pač te fotoaparati so dražji, sploh pa če hočemo iti malo naprej od tistih osnovnih objektivov, hočemo kupiti kakšen nov objektiv, tukaj grejo cene strmo navzgor in to je res ena jama brez dna, če se enkrat vržemo v to. Druga omejitev je, da imajo te fotoaparati omejitev snemanja na pol ure. To je čist zakonska omejitev zaradi različnih davkov, ampak dobra novica, tudi to omejitev se da odstraniti. Je pa različno od proizvajalca do proizvajalca fotoaparatov. Tretji problem je, da je za uporabo takega fotoaparata potrebno imeti nekaj več znanja. In pa še četrti problem je pa ta, da pač te fotoaparati delajo posnetke, ki so večji, ki so kvalitetnejši, ampak zavzemajo več prostora in tudi potrebujemo malo zmogljivejši računalnik, da bomo te posnetke lahko sploh zmontirali. Četrta opcija, ki jo imamo, so akcijske kamere. Te so majhne, lahko jih montiramo na čelado, na kolo ali kam drugam. Običajno se jih da upravljati prek telefona, ker so tako majhne, da itak vseh gumbov in zaslonov velikih si ne morejo privoščiti. In pa, kar je še pomembna stvar, stabilizirajo posnetke. Seveda, če je akcija, hočemo imeti še zmeraj posnetek
ki se ne bo preveč tresel. Slabost teh kamer pa je v tem, da snemajo z zelo širokim kotom, kar je super glede stabilizacije, ampak sliko pa precej deformira. In pa še peta opcija so kompaktne kamere. Njihova prednost je, da nimajo tiste polurne omejitve, kot smo jo omenili pri zrcalno-refleksnih ali pa brezrcalnih fotoaparatih. Običajno so majhne, imajo tudi možnost optičnega zooma. Slabost je pa, da so bolj ali manj uporabne za snemanje. Se pravi, če bi radi nekaj, s čimer boste fotografirali in snemali, je vseeno mogoče bolje razmisliti o kakšni drugi napravi. Kaj boste uporabili za snemanje, je čist vaša izbira. Vseh teh 5 opcij lahko uporabite za namene tega tečaja in tudi sicer. Moj predlog pa je, da začnete s tem, kar imate, in potem, če se bo izkazala potreba, greste v investicijo, kupite nekaj boljšega. Tako, to je glede opreme. Zdaj pa moramo to opremo tudi nastaviti, da bomo lahko snemali. Tako, pa v naslednji lekciji.